Marko je fant, ki ga človek mora opaziti. Ne samo zaradi tega, ker ima hudo deformirane noge, ampak zaradi njegove neustavljive volje do življenja in iskrivosti, radovednosti. Že na vratih njegove sobe je napisano: nikoli se ne vdaj. In res, Marko in njegova mama se ne vdata. Pripravljata se na kar 3 operacije nog, ki jih bo imel Marko pri doktorju Paleyju naslednje leto na Floridi. Marko sam zelo stvarno opisuje. No, imel sem že 20 operacij na obeh nogah, drugače pa me po operaciji nič ne boli. Nič. Verjetno pa pri telovadbi, pri športni vzgoji ravno ne moreš vsega delati. No, tisto, kaj lahko delam, tisto, kaj pač ne morem, kot je na primer skoki ali pa kaj, tisto pa ne delam. Grem na primer z eno učilnico gor, da delamo matematiko ali pa kaj drugega, ali pa tam v gibalnico imajo novo. Na operacije, prva bo zadnjega maja 2018, se že zdaj pripravlja. Danes sem bil v bolnici Maribor, kjer sem bil 6 ur zaradi provokacij za alergijo, za aspirin. V Ameriki je imel kar 3 operacije, v noge mi bo vsadil, fiksaterije, take žice v noge, potem dobim protein, da mi koleno zrase, pol pa gipsi, pol pa čez nekaj cajta že lahko šel domov. Terapije, pol pa domov, ja. Markova mama opisuje njegovo 11-letno življenjsko pot, v kateri je veliko časa preživel v bolnišnicah, za katere pravi, da so njegov drugi dom. Marko se je rodil z srčno hibo. Bila je transpozicija velikih žil v Londonu pri 5 tednih, potem pred 2 letoma v Münchnu, zdaj 26. maja pa v Italiji, v Masi. Tu so mu stavili umetno aortno zaklopko, ker drugače ni šlo več, ker je močno popuščala aortna zaklopka. Drugače pa, kar se tiče nog, pa je bila kompletna deformacija, prirojen izpah desnega kolka, kolenskega sklepa nima, glavne kosti od kolena navzdol, pa stopalčki so bili navzgor obrjeni. Tako da je do 3 let hodil po kolenih pa po rokah. Toda zavarovalnica bo krila le stroške operacij in terapije, letalske vozovnice in dnevnice, ne pa tudi stroškov bivanja, zdravil, pregledov, prevoza v bolnišnico in mnogo drugih spremljajočih stroškov zdravljenja. Ja, nabralo se bo, ker bomo nekje 7 do 8 mesecev tam. Doktor je rekel celo mesec dni, lahko prej ali pa kasneje, naj računamo dalje. Ker Marko je še srčni bolnik, lahko se kaj zaplete. V začetku tega meseca so tako objavili veliko vseslovensko akcijo zbiranja pomoči za Marka pri društvu Maus. Okvirno potrebujemo za to rehabilitacijo 30 do 40 tisoč evrov, s katero se bo krilo bivanje na Floridi, pa samo plačniški pregledi in zdravila. Zato pozivam vse Slovence, da tudi tokrat stopimo skupaj in pomagajmo Marku, da ne bo trajni invalid. Za Marka so sprožili humanitarno akcijo tudi člani Lions kluba Maribor Piramida. Njihovo stojnico, na kateri zbirajo prispevke zanj, najdete na Grajskem trgu v Mariboru. V tem letu bo celotni izkupiček, ki bomo ga tukaj zbrali in ki ga bomo zbrali s pomočjo donatorjev, namenjen za 11-letnega Marka, ki ga v mesecu maju čaka operacija nogic na Floridi, da bo lahko končno normalno hodil. Sicer operacijo bo pokrila zdravstvena zavarovalnica, ampak 7-mesečno rehabilitacijo in bivanje in vse stroške potem pa morajo starši zagotoviti sami. Tako da potem smo se pa mi tukaj vključili, kot tudi druge dobrodelne organizacije z namenom, da pomagamo zbrati ta denar. Marko je zagotovo fant, ki nujno potrebuje pomoč dobrih ljudi. Prijeten in iskriv deček pa tudi sam izkazuje svojo dobroto z odgovorno skrbjo za kopico živali, ki jih ima doma. Ja, imam hrčka, je zelo ljubezniv in je dosti. Imam tudi ribice, pol še imam paličnjake. Vabimo vas, da se akcijam zbiranja pomoči za Marka pridružite tudi vi. Denarna sredstva bodo zbirali letos in še na začetku naslednjega leta na več lokacijah, pa tudi na računih društva Maus in Lions klub Maribor Piramida.